Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes povabilo. Jutri, 14. januarja, imam predavanje na Visokem, Poljanska dolina. A ste prebrali knjigo Visoška kronika? No, tam. Tam imam predavanje zvečer ob 17. Se pravi, to je zdaj popoldne ob 17. uri in bomo govorili o glikemičnem indeksu in bomo govorili o podzavestnih vzorcih in bomo delali meditacijo za čiščenje korenin družinskega debla. Ja, zanimivo bo. In pripravila sem ene par stvari za preizkušnjo, za degustacijo. Zdajle moja ta mala hčerka Anja pripravila še ene par stvari takih dobrih. No, v glavnem, kakorkoli vabljeni. Predavanje jutri se plača, je 35 evrov na osebo. No, potem imam pa v petek, imam pa predavanje zvečer v knjižnici Vidim dobre polje. Tako da za vse tiste, ki ste bolj proti Dolenjski, pa vabljeni v knjižnico Vidim dobro polje. V glavnem, vem, da bo zanimivo, zabavno, ker tam sem pa že bila pred leti in je bila res lepa energija. No, danes sem se odločila sem to, da vas povabim, da mogoče se vidimo v živo. Zdaj pa tisto, kar sem rekla, pozitivne energije itak ni nikdar preveč. Pojdimo pogledati, kaj je tisto preko kart prehodu na novo, kar vam stvarstvo sporoča. Kaj je prav, da slišite, ozavestite, ko je začenjam dan, da vidimo, kaj je danes sporočilo za mene. In potegnem nekaj kart in da vidimo. Prvo sporočilo je, čas je, da se naravnaš na vibracijo obilja. Čas je, da začneš privlačiti obilje v svoje življenje. Naslednji teden začnemo s tečajem, online tečajem za vestno kreiranje. Se pravi, učila vas bom o tem, kako v bistvu povečaš kapaciteto tega, kar privlačiš v svoje življenje. Kapaciteto tega dobrega. Zato, ker vemo, privlačimo ne toliko to, kar si želimo, kot to, kar smo. In to, kar smo, vibrira iz nas. Spravi se bomo pogovarjali o vibraciji, pogovarjali se bomo o vzorcih družine, pogovarjali se bomo, kako počistiti te vzorce družine. Ker poglejte, sploh glede obilja, največkrat pomislimo obilje zdravja, denarja, lepih odnosov. In prav materialno obilje je povezano s programom družine, s korensko čakro in s tem, kar so vam doma govorili. Ja, denar pa ja ne raste na drevesih. Daj pomisliti, koliko je treba garati za denar. Moraš biti pridna, hoditi v šolo in tako naprej. In to so programi, a ne? Programi, po katerih delujemo. Ampak vemo, da če mi gledamo, da smo vibracijska bitja, ko se mi sprostimo in odstranimo pomanjkanje, enostavno pridejo stvari. Kar pomislite. Če ste v življenju, recimo, se odločili, da boste hišo sezidali, ko nazaj pogledate in veste, koliko vsaka stvar zase stane, si rečete, sploh ne vem, od kje mi denar. Enostavno sezidali ste hišo. Nekateri v 3 letih, nekateri v 15, ampak dejstvo je, hišo ste sezidali. Medtem ko tisti, ki ves čas razlaga, ni denarja, sigurno hiše ne bo sezidal. Saj veste, da gre na ta način. In če ste vi poravnani, naravnani na to vibracijo pomanjkanja, mogoče bi bo čas narediti kakšno spremembo, kakšen program počistiti in narediti nekaj drugače. Da vidimo. Naslednje sporočilo je lahkotnost. Življenje nam ponuja lekcije, ampak moja odločitev je, da enostavno grem lahkotno s tokom življenja, da enostavno prestopim te ovire. Vam bom prebrala sporočilo. Imam izbiro. Lahko se zapletam v drame življenja, lahko pa si preprosto rečem, tako pač je, in se nasmehnem. Ne dovoljujem, da mi energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamir. To je njihova drama. Tudi ko me želijo potegniti v svojo zgodbo, sem mirna. Blagoslavljam jih z ljubeznijo in sebi dovoljujem, da grem lahkotno naprej.
Zato, ker moj svet je miren, ker jaz se odločam za mir. No, naslednje sporočilo pa je napredek. Zanimivo. Napredek, obilje. Tvoje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne in razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In zato, kar daješ, dovoli, da dobivaš čudovito božje nadomestilo. In zavedaj se, ti si povezana z večnim virom. Božansko bogastvo kroži v tvojem življenju. In dovoli, da ga je vedno več, kot ga potrebuješ. Vem, zdaj pa rečeš, kako naj dovolim, da ga je vedno več, če imam zmeraj premalo. Ja, tako, da se nehaš osredotočati na to, česa ni, ampak daš pozornost na to, kar je. Enkrat sem poslušala en podcast, en pogovor z Oprah, in ona pravi, da če si tako na dnu, da ne občutiš nobene radosti, nobenega smisla, se umiri in pozornost daj na nadih. In ko začutiš obilje zraka, se začneš zavedati, da je v bistvu obilje povsod okrog tebe. In če ne drugega, ostane ti tvoj dih. Vsak dan in vsako noč napreduješ, ter se razvijaš duhovno in na vseh področjih. No, gremo naprej, se pravi napredek. In potem, vedno pride ta nadangel Ariel, ta ženska energija, ta levinja, ki te spremlja, ta ženski angel, ki ti želi prinesti vse obilje v tvojem življenju, vso ljubezen, ki ti pripada, vse ideje, ki ti pripadajo, vse ti želi podati. Ampak, dokler si na tej vibraciji pomanjkanja, ne moreš dobiti briljantne ideje. Ne moreš. Takrat, ko si na vibraciji pomanjkanja, ne moreš dobiti tisto vodstvo, ki te pripelje ki te bo pripeljalo do vsega tega, kar ti pripada. No, dajmo zdaj pogledati naprej. In izvorna koda. Ti si povezana s stvarjenjem. Ti si boginja. Vse povsod okrog tebe je in opazi vse povsod okrog sebe ljubezen. Zanimivo, sam 81, 61, 41, zanimivo, kakšne karte prihajajo danes ven. Zavedaj si, da si eno z izvorom. Ti si izvor. Na svet si poslana, da blagoslavljaš. Na svet si poslana, da širi sporočilo upanja. Na svet si poslana, da ljudem pokažeš pot. Na svet si poslana, da ljudem sporočiš resnico, da smo vsi ljubezen, ker ti si ljubezen. Dovolj, da se ljubezen širi okrog tebe in bod bolj prijazna do sebe. Brezpogojno sprejemam sebe in druge in za začetek sebe. Nehaj se kritizirati. Daj se pohvali, poglej se v ogledalo pa reči, bejba, dobro jutro. Sebe reči, sebe objemi, sebe povej, da si vse to, kar si. Da si lepa, pametna, da si boginja na zemlji, da si ženska, ki ustvarja, da si čarobnica, da zmoreš, da veš, da te podpirajo vse angelske sile, kar tebi pripada naslednji korak. Tebi pripada sreča, zasluži si jo, zasluži si ljubezen, zasluži si obilje vsega dobrega. Mislim, kakšne, vse je povezan s tem obiljem danes očitno. Glejte, 88 kart je in niso vse povezane z obiljem. Ampak danes dobesedno prihajajo karte ven, ki so direktno povezane z energijo obilja. In lahko narediš samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Prihaja, pa prej je bila že karta lahkotnost. Enostavno dovolj si lahkotnosti in zdaj, če čutiš težo, mogoče bi bilo čas, da kaj odvržeš. Mogoče bi bilo čas, da se malo utreseš, tako kot mu kar kuža, veste, se utreseš, rečeš, pač to ni moje. To je prtljaga družine. No in jutri, ko bom na tem predavanju, visoka kronika,
Ja, to bomo govorili. A ne? Teža visoke kronike oziroma visokega je zanimiva. Ukraden denar, krvav denar je naredil veliko težo nad domačijo. In se še niso skobacali ven, ne vem, s kakšnim namenom, po kakšnem ključu se je glih to poklopilo, ampak jaz sem prepričana, da z močjo vere tudi neke težke zadeve, ki se vlečejo po družinskem deblu, lahko počistimo. In zdaj je čas čiščenja. In če čutite, da je nekaj v vaši družini takega težkega, ne nekaj, o čemer ne govorite, tisto noben ne govori o tem. Mogoče ste vi poklicani ali oziroma izbrali si to družino z namenom, da nekdo pogleda tudi tam, čem se ne govori, kaj je skrito. In zdaj, kako veste, da imate težo družinskega debla? Ja, preprosto. Korenska čakra je povezana s križem, povezana s kolki, povezana z energijo nog, potem pa, če je še kakšen sram v družini, ki se predeluje, ne vem, kakšne stvari, ki so skrite, je pa to povezano s spolno čakro, z miomi na maternici in z bolečimi koleni. Vedno, ko so kolena, je vedno neka sramotna zadeva. Zdaj pa, če je desno koleno, je to po očetovi strani, če pa levo koleno je po mamini strani, se pravi, ženska plat je leva, desna plat je moška. In, no recimo, veste, jaz sem imela leta in leta boleča kolena. Desno koleno me je tako močno bolelo in danes vem, kaj sem predelovala. Narediti lekcijo, prestopiti, se osvoboditi, narediti korak, se postaviti, nehati klečeplaziti, nehati se vsem klanjati, da so vsi boljši od mene, ampak pogledati, pa reči, pa se samo v redu. Se samo v redu. A ne? In seveda karmična lekcija, ki je bila povezana s tem, da moram biti pokorna, da moram služiti in tako naprej. In sploh, če so vas v otroštvu kaznovali, recimo, da ste mogli klečati v kotu ali pa kaj takega, ste kakšno težo vi nosite. Pomislite, to je vse, kar se zapiše. Otrok tega ne pozabi, duša tega ne pozabi. In nadangel Gabriel. Slišim, sledim, zaupam vodstvu. Jaz si predstavljam tako. Gabriel je tukaj na desni strani, na desni strani in šepeta in govori in nosi ideje. Nadangel Gabriel, veste, da je to nadangel, ki je Mariji vznanil rojstvo, prišel je z lilijo. In nadangel Gabriel je tukaj s tabo, ti šepeta, daj naredi to. Rečeš, ne, meni je strah, ne bom tega naredila. Pa ti reče, da ti da novo idejo. Pa spet tega ne narediš, ker te je mogoče strah. Tako da nadangel Gabriel ti želi pomagati in te vodi naprej, samo dovolj si toliko umiriti, da boš slišala vodstvo. In, ja, intuicija, itak, da boš slišala vodstvo preko intuicije. Da boš zaznala, da ta glas, ki je tu noter v tebi, no še kaj, jaz sem čisto zmešana. Ampak ta glas, ki ti nekaj govori, v redu je. Ta glas je tvoja intuicija, je šepet tvoje duše, je tisti glas, ki te želi voditi naprej. In zdaj, če te vodi tvoj ego oziroma te nižje frekvence strahu, boš rekla, ne. Bom jaz kar tle, bom na ta način, tako se je od nekdaj delal in je to. In če boš slišala to vodstvo, boš videla v tvojem življenju, v tvoji družini bo napredek, bojo ideje prihajale, je blagoslov. To je energija blagoslova, ko ti poslušaš svojo intuicijo. Pač drugače ne more biti. Ja, a gremo naprej. Se pravi, za tole dušico, ki danes posluša video, kaj je tisto, kar je prav, da ozavesti, da ve, kaj je tisto stvarstvo, kar ji sporočaš. Tukaj je 77 kart in je nova vizija. Se nadaljuje. Intuicija ali pa nova vizija. Izstreliš se naprej v vseh tvojih mavričnih barvah, ker si veličastna. Gremo naprej. Ja, spet to zorenje. Ta karta že v zadnjem pač vedno pride. Stvari so dozorele. Imaš idejo. Začni delati v tej smeri. Mojster, govoril sem. To pomeni, tako je. Pritrditev. Potrditev. Zdaj pa šla karta pogum. Glej to.
Roža, ki je zrasla med kameni, in roža, ki je vzcvetela, tudi tam, kjer je videti, da je to nemogoče. Tvoja odločitev je, a boš cvetela, a boš venela. Tvoja odločitev je. Tvoja glava je tista, s katero misliš ti sama. Ti sama lahko dovoljuješ, da se podijo po tvojih mislih same strašljive misli, kaj se bo zgodilo, pa vemo, da se večji del teh strašljivih misli niti ne uresniči. In po drugi strani ti lahko sama daješ parkrat zavestno na dan, se umiriš, daš pozornost, nadihneš, wow, kakšno obilje je tukaj okrog mene. In vem, da imaš talent in začni razmišljati v smeri svojega talenta, boš videla, stvarstvo ti sporoča, da zmoreš delovati svoje celovitosti. Tukaj je yin in yang kot neko zaključevanje, kot nekdo, ki je v ravnovesju. Se pravi, deluješ skozi svoje ravnovesje. No, zdaj pa kaj narediti, če pa nisi v ravnovesju, če čutiš, da imaš še en kupenih težav, zdravstvenih težav. Pač v tem primeru, ali vzameš knjigo v roko, recimo, ko imajo čakre žur, ali pa če predeluješ žensko zlorabo, narcisoidne ljudi, ki so te zlorabljali, stopali na tvoja čustva, mogoče vzemi v roke knjigo, ko imajo duše žur, in enostavno začni čistiti vzorce. Ali pa vzemi v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur, ker na koncu koncev tam noter imaš programe družine, odraščanje obranjenem očetu, odraščanje obranjeni mami in začni čistiti vzorce. Ali pa pač vpiši se na tečaj in začni delati meditacije. Ker le kaj se bo pol zgodil, a ne, ker skupaj delamo meditacije. To je pa ta tvoj notranji razcvet. Se pravi, ko uravnotežiš ali pa uravnovesiš vse čakre, začne teči energija in ta energija te pomlajuje, ti daje energijo, ti daje nov zanos, ti poveča žar v očeh, enostavno vse se izboljša. Gremo naprej. In ja, nisi izobčenka, če ti mogoče misliš, da si nekje, da ne moreš, ključavnica je odprta. Samo na tebi je, da reče, zdaj pa naredila bom korak. Nihče ne bo nič izgubil. Ne se bati, da boš zdaj nekaj izgubila. Lahko samo pridobiš. Ti pridobiš in tvoja družina pridobi. Pač vse te energije so povezane s tem, da vsi pridobimo v celem krogu. Se pravi, tam, kjer je neko sodelovanje, ko je neka zadeva, ko nekdo izgubi, drug pridobi, ni ta prava zadeva. No, če ste v takem odnosu, recimo, kjer imate občutek, da izgubljate energijo in da se nekdo okorišča na račun vaše energije, to ni ta prav odnos. Tam je pomembno, da razumeš, da ti ni treba biti služkinja, da ni potrebno, da klečeplaziš. Ne rabiš tega. To pomeni, da začneš za začetek govoriti o tem, kako se ti počutiš. Če je še vedno nerazumevanje, potem začneš kakšne korake delati. Tukaj zdaj ne govorim, da boste kar vse pustile službo, pa se ločile, ampak govorim o tem, da samo skozi komunikacijo lahko pride do lepših odnosov. Jaz, če ne govorim, da tukaj seveda govorim iz svojih izkušenj, ker sem bila odlična v tem, nisem govorila o svojih čustvih, bila sem dobesedno dresirana na to, da potlačim svoja čustva in potem vsake 3 mesece sem eksplodirala tako kot ekonom lonec. To ti ne pomaga, a ne? Ker drugi ti ne morejo brati misli. In sama v sebi noter sem premlevala določene boleče spomine, kaj bi mogla reči, kako bi mogla reči. Ampak to ti ne pomaga. In potem sem se naučila, jaz moram priti do moje resnice in začnem izražati. In na začetku mi ne več pomagali, da sem pisala, kaj občutim ob določeni situaciji. Ko se je zgodilo to in to, kaj sem občutila. Tako je bilo meni najlažje izražati svojo resnico, zato ker sem bila res programirana na to. Bodi tiho, potrpi, nasmeh na usta, teraj dalje. In Bog ne daj, da bi kaj rekel, ker pomisli, kaj bojo pa rekli ljudje. No, in ta tvoja sprememba bo prinesla silovit preboj naprej. Lej, v svetlobo. Se pravi, to ne pomeni, da boš umrla,
Ampak silovit preboj, ti kot duša boš naredila korak naprej. Sploh, če se učiš predelati vlogo žrtve. Če je bila tvoja mama žrtev, to ne pomeni, da moraš biti še ti. No, in tukaj je karta obstoj, se pravi, da si v miru, da ne premlevaš strahu, kaj se bo zgodilo, najslabši scenarij, ampak enostavno dovoljš, da v tvoje življenje pride vse tisto, kar ti je namenjeno. Ker itak se vemo, da v življenje itak pridejo stvari, ki so nam namenjene. Da vidimo še ena karta. Ja, preporod. Preporod. Online tečaj je notranji preporod. Zavestno kreiranje. To je to. Ne rabiš, enkrat sem sanjala. Sanjala sem, da sem v hišo pripeljala kamelo. Pač tako. Poleg 2 psov, 2 mačk, še kamelo. In takrat sem brala eno knjigo, kako v bistvu ti v sanjah živali sporočajo. In naredite na ta način. Date list na 2 dela, na eni strani napišeš žival moči in ta moja kamela, na drugi strani sem pa napisala Minka. No in potem narišem kamelo na levi strani in na desno stran napišem, kaj mi sporočaš. In tisto, kar je šlo čez mene, ne dovoli, da te jahajo drugi ljudje. In takrat sem ravno predelovala en partnerski poslovni odnos in ta poslovni odnos je bil povezan s tem, da dejansko je nagovarjal me je ta gospod, da bi pustila pač te prehranska dopolnila, s katerimi se ukvarjam že več kot 30 let, in da bi začela njegova prehranska dopolnila prodajati. In pač tako, v glavnem moja šola je bila postaviti, reči ne. Moja šola je bila, ne dovoli več, da se ljudje okoriščajo s tabo. In zato sem sanjala tisto kamelo. Ne vem, če se vam sanja neka žival, če jo kar naprej videvate, jo narišete in kaj mi sporočaš. In potem gre samo skozi tebe, sporoča mi to, in to je za vas tisto sporočilo. O tem sem pisala v knjigi, ko imajo duše žur. No, v glavnem, spletni program, notranji preporod, da postaneš lahkotna, pride iz tebe ven tist lev, tisto, kar je v tebi mogočnega. Če bo sklepala vnaprej, kompromise te bo zastrupalo od znotraj. Tega ne rabiš, to te ne podpira. In po drugi strani, tukaj imaš partnerstvo, kjer je kompromis, in tukaj imaš partnerstvo, kjer sta 2 drevesi, ki imate isto zemljo, ampak vsaka zase cveti. Ti se sama odločaš, kaj boš naredila v svojem življenju. A se boš zastrupla, boš postala pač zastrupljena, zelena, debela, ali pa boš postala cvetoča. To je tvoja odločitev, to ni nekaj, kar je uboga jaz sem žrtev. To je program, tega ne rabiš. No, dajmo še pogledati še eno karto. Za tole dušico, ki tole posluša, zaziranje vase, razumevanje in ker je na vrh, dajmo še to pogledati, pa pogojenost, prav bil, lev. Če imaš občutek, da si lev med ovcami in da moraš blejati kot ovce in muliti travo, ne rabiš. Ti se moraš zavedati, da si ti unikatna. Pa tukaj ne govorim iz ega, tako jaz sem nekaj posebenega, ste opazili, jaz sem in sploh. To je ego. Ampak eno pa je, da se začneš zavedati, da začneš ceniti svoje darove, da začneš sebe ceniti, da se nehaš primerjati z drugimi, da nehaš tekmovati, ne vem, z ženskami, da nehaš tekmovati z moškimi, ne nazadnje, zato ker si ženska. Ali pa ravno obratno, če si moški, da se začneš zavedati, da ne rabiš, ne vem, mami ugajati, ampak da ugajaš v prvi vrsti sebi in da se učiš, če je mama preveč na tvojem vratu, postavljati mami meje. Ker tega je ogromno moških, ki imajo nezdrav odnos s svojo mamo in na podlagi tega ne morejo zgraditi zdrav odnos s partnerko. No, to je ta pogojenost. Potem pa zaziranje vase, svoje notranje vode, in tukaj so okrog obrazi, ki ti govorijo, pa bi mogla tako, pa nisi, pa bi mogla tako, pomisli, tihan ta glas, ta program. In ko to razumeš, pomeni svobodo, razumevanje.
To je tvoja odločitev, seveda tvoja odločitev, zato delaj kaj na sebi. Vsak dan en program počisti in boš videla, v enem letu prideš do takih sprememb, da je to nekaj neverjetnega. No, tako da, gremo še na tele moje 3. karte. Tukaj bom pa samo 3 karte potegnila, da vidimo za tole dušico, ki tole posluša, za naslednje 3 mesece, kaj je pomembno, da ve, ozavesti, pride na plan. Zanimivo. Tukaj je neodločnost. A bi to, ali bi to? A bi to, ali bi to? Kaj bi zdaj naredila? A bi to, ali bi to? To te ne more pripeljati nikamor. Pomembno je, da ti razumeš, da včasih v kakšnem odnosu je prav, da se majčkeno umakneš. Tukaj sem rekla, da treba kar vse vrata zapreti za sabo, ampak majčkeno umakneš v svojo tišino. In ta naslednja karta je povezana s tem, da 5 novcev pomeni, da nič ni narobe, če prosiš za pomoč. Nič ni narobe, če ti kdo pomaga. Nič ni narobe, če mogoče vzameš nazaj tisto, kar je tvoje. Ker mogoče smo pa nekoč nekomu že dobro naredili, je zdaj čas, da mi mogoče rečemo, hej, zdaj pa jaz rabim pomoč. Povezan je z moško energijo, s tvojo odločnostjo. To je energija obilja vsega dobrega na zemlji, vsega. In jasno, izražanje tvojih čustev. No, tako da zdaj, če pogledamo, te sporočila so pa povezane s tem, da je čas, da v sebi, da nehaš cincati, da se odločiš, da si povezana s to odločno moško energijo, in ti, če si moški, da si povezan z moško energijo in da jasno govoriš svojo resnico. In če ne moreš govoriti, piši svojo resnico. In potem bo lažje tudi govoriti. Tako da, to je to. Slišimo v naslednjem videu. Tako da, jaz upam, da se s kom od vas vidimo jutri, na Visokem ali pa v petek, vidim Dobre polje. Potem bom pa še 4. februarja, sem pa v knjižnici v Rogaški Slatini, tako da vmes še organiziram seminar 24. januarja, organiziram celodnevni seminar, pa potem še v februarju organiziram celodnevni seminar, tako da veliko tega, kar se dogaja, in smo na liniji, v glavnem, bodite lepo in pošiljam vam topel objem.